Čas je za petek, informativni metek. S Hano Faletič in Stilnom Križnikom, jej! Jej, jej, jej! Jej! Smo zunaj na varni razdalji in nič dobrodošli v nov petek, nov teden. Je to Aljaž? Ja. Pa čakajmo, da Aljaža pozdravim, ko ga še nisem cel teden videla. Nekaj molasih v ustih. Skratka, nov teden začenjamo z novimi vsebinami. V ponedeljek imamo MCC uči, še ena poučna vsebina, vas čaka v ponedeljek na našem Facebooku, ali bo kak recept, ali bo kaka vaja, skratka, boste videli, pustite se presenetiti. V torek vam pustimo prosto, da se malo regenerirate, v sredo pa športamo, vsako sredo imamo MCC minuto za šport in tokrat bo nekaj za vas pripravila naša Petra. Tilen, ti kaj športaš zraven ob sredah zraven nas? Vedno. Vedno, jaz tudi. Tako da se moram se spraviti nazaj v formo po novem letu. Tako da sredi so za šport in v četrtek pa imamo en zelo pomemben dogodek in sicer imamo prvo srečanje v sklopu javnega posvetovanja za lokalni program za mlade v mestni občini Celje, tako da vsi mladi oziroma vsi, ki imate kakršnekoli predloge, kaj bi lahko spremenili v Celju za mlade, glede infrastrukture, kulture, prostega časa, okolja, skratka, karkoli, da vas zanima, da imate še predloge, se nam lahko pridružite v četrtek 28.1. in pa 4.2. na našem Facebooku in spletni strani imate več informacij. Kako mi tišiš to kamero? Na spletni strani pa na Facebooku imate več informacij, točno kdaj bo katera tema, če vas zanima, različne fokusne skupine se bodo oblikovale. Tako da še enkrat pozivamo vse mlade, da se nam pridružite, prijavite se na info@mc-celje.si in da lahko skupaj z vami spremenimo karkoli nas moti oziroma si želimo izboljšave v mestni občini Celje. To je to, to je zelo pomembno in upam, da se udeležite v čim večjem številu. A se to sploh kaj smiselno povedala, zdaj ne vem, ampak zelo pomembno pa je še, da imamo v petek, datum pa sploh ne vem zdaj, kjer bi bil, 29. še podcast z Dolores Ponoš in sicer ustvarjalko naše spletne razstave, ki še vedno poteka in bo potekala vse do 8. februarja, ki se lahko gledate na spletu, ustvarjalno online, kjer boste najdli v bistvu vse izdelke mladih ustvarjalcev Celja in okolice. Tako da zdaj, če že ne moramo v živo se videti in biti na razstavi, lahko pa vsaj še na spletu. Tako da to je pa